pozdravljam. Vesela sem, ko smo prišli dansko z aktivnostmi tako daleč, da lahko danes podpišemo pogodbo za sanacijo in preplastitev lokalne ceste v Drakovcih. Seveda so bila velika prizadevanja za sanacijo in preplastitev te ceste, predvsem strani svetnikov občinskega sveta z tistih koncev, to sta gospod Perko in pa gospod Grmja, ki sta danes tukaj z nami. Pozdravljam seveda svoje sodelavce, Mitjo in pa Ljana. In pa še posebej pozdravljam gospoda Baniča, predstavnika pogodbenika oziroma firme SGP Pomgrad, ki je v postopku oddaje javnega naročila seveda bil izbran kot najugodnejši ponudnik. V sklopu tega projekta se bo saniralo oziroma preplastilo cesto v skupni dolžini 1805 metrov, kar je seveda bilo ponujeno tekom postopka oddaje javnega naročila za pogodbeno vrednost 168.355,86 evrov brez davka na dodano vrednost. Pogodbenik bo moral dela izvršiti v roku 90 koledarskih dni od podpisa pogodbe, tako da bodo dela zelo hitro stekla. Sodelavci so tudi že izbrali pooblaščenega nadzornika, ki bo izvajal nadzor nad izvedenimi deli, to bo izvajal gospod Bojan Skfran iz Radencev. In stroški nadzora znašajo 2300 evrov brez davka na dodano vrednost. Tako da seveda se veselimo te pridobitve in predlagam, da pristopimo k podpisu pogodbe in potem tudi gospoda Baniča in pa ostale prisotne povabila k morebitni kakšni izjave. Hvala lepa za vašo ponudbo, pa seveda čim manj problemov na terenu. Ja, upam. Hvala. Izvolite. Nič, na kratko, da pozdrav tudi v mojem imeni. Ja bi se ljudmi izvajalcev zahvalil, bi sem naročniku za to, kar nas je zbral. Lahko zagotovim, ko se bomo res potrudili, ko to končamo v zadanem roku. Upamo samo, da nas bo končno začelo služiti tudi vreme in glede na težave, ki nam ga trenutno vreme in razmočena tla povzročajo več ali manj na vseh projektih. Upamo, da se bo ta vremenska ujma res umirila in da bomo začeli lahko normalno izvajati tam dela. Predvideno, tako kot je že prej županja rekla, dela predviden začetek je takoj, tako da mi ne verjamemo, da bomo še to pred rokom končali, če ne bodo vremenske pogoji šli na roko. Na koncu pa še samo to, zmeraj tako, kako izvajamo delo v naseljenih območjih, je prihaja do neke tudi nevolje ljudi, ampak verjamem, da bodo ljudje tudi v teh krajih potrpeli za svojo pridobitev in v bistvu potem se vozili po božjih cestah, kar je interes vsem skupaj. Še enkrat hvala za upanje. Hvala lepa, seveda verjamem, da bo občina tukaj priskočila na pomoč, predvsem predstavniki z tistega območja. Če bo slučajno potrebno kajkoli pomagati strani občanov in seznanjati z hipotekom, potem bomo seveda njih poprosili za pomoč. Še mogoče povedo povedo z vaše strani? Besedo še lahko. Hvala za besedo.
besedo. Pozdrav, Perko iz Dragovec, dači z istega konca, ki bi se ta zadeva ne odvijala. Ker predsednika krajevne skupnosti ni, bi jaz vseeno se v imenu teh, ki bomo to pridobitev in koristili, zahvalil vsem, ki so prispevali k temu, da bo ta zadeva končno stekla. Vem, da je ta cesta bila pred 30 let zgrajena, da ni bila prepasena, mislim, da ni bilo finega asfalta in dejansko zadeva je zelo navadna in tudi, mislim, nekoliko preoska, kar bo treba še mogoče do konca reči, če niste. Predvsem pa bodo veseli naši turisti, ki prihajajo v bioterme, kajti od njih, po anketah, ki so jih gledali, so bili pravzaprav zadovoljni z vsem, razen za cesto, ki vodi neposredno iz avtoceste preko občine Sveti Jurij v naše bioterme. Tako še enkrat hvala lepa vsem in upam, da boste uspeli realizirati, predno bo sneg. Hvala lepa. Hvala lepa. Mogoče vprašanja, če so kakšno? Če ne, se vam vsem prav lepo zahvaljujem in vam želim lep dan še naprej. Hvala lepa.